Ni strahu v gmoti teles, iščemo eni druge. Lepo pozdravljeni, nahajamo se na samem vrhuncu gobarske sezone, zato smo v povezavi s tem za vas pripravili tudi krajši prispevek. Odpravili se bomo tudi skupaj na teren, zato kar začnimo. Pravi gobar, mest, kjer išče gobe, ne razkriva teh lokacij, ker bi naslednji dan že tako bilo pol Maribora tu. No, nahajamo se na terenu, kot obljubljeno, z nami pa je gobar Fredi, ki bo povedal več o samem gobarjenju. Ja, gobe nabiram že 20 let. Poznam nekje 5 do 8 vrst gob, za katere sem prepričan, da jih lahko utrgam. Večinoma nabiram samo jurčke. V gozd grem pripravljen, s sabo imam eno takšno košaro, nožek, s katerim očistim gobo. Za sabo imam košaro, v katero nabiram gobe. Ta košara mora biti ravno takšna pletena, kot je ta, da ko hodimo, se trosimo ta semena, ki padajo z gob. S seboj imam tudi nožek. Ta nožek imam takšen, da imam na njem plastiko, katero potem nataknem na nož. To plastiko po vsaki uporabi, ko očistim gobo, nataknem nazaj, zato ker v gozdu je zelo polsko in hitro lahko padeš in bi se lahko z takšnim nožem, ki ga držim v roki, nabodel. V gozdu sem oblečen vedno bolj preprosto, bolj po domače, bi rekel, pa bolj temno, da preveč ne izstopam. Imam vedno čevlje z grobimi podplati, zato ker v gozdu je vlažno in večkrat se lahko mi spodrsne ali pa se mi spodrsne. Sedaj bom pokazal, kako utrgamo gobo. Najprej očistimo okoli gobe, se pravi listje in vse male vejice, ki se tu nahajajo, tako da gobo lepše vidimo. Potem potipamo pecelj in da vidimo, ali je trdi. Če je pecelj trdi, gobo primemo močno za pecelj, potisnemo malo navzdol in jo zavrtimo. Tako ta mreža, ki je oblegana okoli tega pecla, ostane v zemlji in potem bo tudi naslednjo leto tu goba rasla. To gobo na licu mesta očistimo vso zemljo iz nje in pogledamo, če je mogoče že gnila, gnilobo odstranimo ter červe. Tako, dajmo tukaj in gremo poskusiti srečo naprej. Drugi način pobiranja gob pa je ta, da če vidiš, da je pecelj mehek, takoj zaznaš, da je spodaj gnil. Zopet ponovimo postopek, se pravi od spodaj odstranimo vso listje, zopet potipamo ta pecelj, a pri tem primeru vidimo, da je pecelj spodaj mehak, kar pomeni, da je verjetno gnili. Zato to gobo tukaj z ravnino zemlje kar tako odrežemo in to pustimo v zemlji in potem naslednjo leto bo tukaj rasla goba. Ta goba je tudi podobna jurčku, ampak ima rdeči pecelj, zato je neprava in ni užitna goba. Torej, vi pa imate zdaj s seboj koliko kilogramov gob? Trenutno je tu mogoče kakšen kilogram pa pol, mogoče še kakšnega pol kilograma lahko naberem, več pa ne bi upal tvegati. Saj veste, kakšni so sedaj zakoni. Nikoli ne veš pa, kje te bo čakal inšpektor, pa tudi je treba po mojem spoštovati zakone. Glede na to, da sedaj je top sezona, da se veliko fotografij najdenih gob pojavlja na Facebooku ter ostalih omrežij, kar je za pričakovati, da bo sedaj v naslednjih dneh v naših gozdovih še več gobarjev, tudi tisti, ki niso gobarji. Jaz bi prosil, da ljudje, ko bojo hodili po gozdovih, naj ne brcajo te gobe, ki jih ne poznajo, naj nabirajo striktno tiste, ki jih poznajo. Mogoče bo nekdo drugi, ki bo poznal tisto gobo, pa bojo lahko uporabil. Naj za sabo pustijo gozd čisti in ga naj ne umažejo. Torej, velika hvala, več o tem večeru. Se beremo.